se slišimo. Lep pozdrav vsem uporabnikom Roga, vsem, ki nas spremljate preko frekvence Rogovileža in vsem, ki nas spremljate trenutno preko valov Radia Študent na 89,3 MHz. Pravkar bomo pričeli s pripovedovanjem pravljic, zato vas vse lepo vabim, da se nam pridružite v tovarni Rog na dvorišču desno, kjer se bo danes vrstilo kar nekaj špikarjev, natančneje 4 špikarji Radia Študent, ki bodo pripovedovali pravljice, kot gre tudi tradicija Radia Študent. Puno kratko še povem, takšna zimska je. Mogoče kdo pozna, ampak je kar kulc. Tako, za otroke na Brzaka, povedam pravljico, mislim. Takole je bilo, ne? Ded Jegor, ta pravljica je iz Rusije, se je nekoč oblekel v toplo oblačila, si obul škornje in nadel rokavice. Vzel je tudi sekiro in odšel v gozd, da poseka eno brezo. In ko je začel ravno sekati eno takšno zanimivo brezo, se je kar naenkrat izpod breze, iz brloga pojavil totalno znerviran medved. Hud, teč medved. Kdo me budi? Požrem te, stari! Ded Jegor je bil pa tako hipi, ne? Kako se spodob za enega sibirskega kmeta, ne? Gobice, pa zemljišča in tako naprej. In je rekel, dobro, medved, ampak glej, daj me najprej poskusi, pa se odloči, če bom sploh uživ. Dobro! No, kaj bi najprej poskusil, vprašal Jegor? Roko ali nogo? Roko! Dobro. In ded Jegor je bil tudi svit, kot prava sibirska lisica, in je dal rokavico iz roke dol in dal medvedu to rokavico in medved jo je seveda lačno začel grista. Fuj, ta rokavica je nagravšna, ded, takoj mi daj nogo. Okej. In ded Jegor je seveda sezul škorn, ga vrgel medvedu, ki je bil že kar znerviran, in medved je seveda zelo hlastajoče grizel tisti škorn, ampak ne tako kot prej rokavico, ga vrgel stran, ta škorn, in dejal, fuj, ded, a to je nagravšno, ti sploh nisi okusen, tebe že ne bom požrl. In takrat se je ta borba končala, tok je bil znerviran, da je lepo odplačal v brlog nazaj. Kaj se je pa zgodilo potem? Pravzaprav nič posebnega. Ded Jegor je v bistvu šel domov, živ in zdrav, sam domov je prišel brez ene rokavice, pa brez enega škornja. In tako se konča še ta zgodbica. Hvala. Pija, nekaj besed še mogoče? Začetek našega prenosa se je začel skupaj na Radiu Študent na 89,3 MHz, iz koder tudi mi prihajamo in naša tradicija pripovedovanja je že kar dolga. Moramo pa vas povabiti posebej k poslušanju Radia Rogovilež, ki ga najdete na frekvenci 90,0, in če se sprehajate po Rogu, ga boste slišali, sicer ga dajte raj poslušati preko interneta, kjer bo zagotovo dostopen in kjer lahko tovrstne vsebine v živo in pa tudi vsebine, ki so bile posnete vnaprej, slišite tudi sami. V prihodnjih nekaj dneh pa boste lahko na Radiu Rogovilež tudi izvedeli, od katere do katere ure bojo ljudje v živo prisotni in boste lahko s svojimi vsebinami delovali tudi vi, tako da če imate kakšne ideje, pridite in povejte kaj. Sicer pa smo bili z vami Valentina, Tatjana, Maco in Pija, PRČ oziroma pravljice Radia Študent. Upam, da ste se imeli lepo, vabim pa vas, da se priključite.